Zdravstveni dom Sevnica je 2.3. Že začel z epidemiološkim nadzorom. To je bilo v ponedeljek zjutraj in ta epidemiološki nadzor traja še do danes in ga bomo izvajali še v naslednjih tednih. Epidemiološki nadzor smo v tem tednu poostrili s tem ukrepom, da se udeležujeta 2 zaposlena, torej zaradi res zbiranja natančnih anamnestičnih podatkov smo ocenili, da morata biti 2 zdravstvena delavca. V tem času delamo aktivno, preventivno in izobraževanje in opolnomočenje vseh zaposlenih v zdravstvu Sevnica. Govorim v zdravstvu, zato ker v sistemu javnega zdravja delujejo tudi koncesionarji. Delamo ločeno in sicer, per partes z zobozdravstvom in zoopolistiko Meh smo imeli izobraževanje včeraj in napoved, kaj se bo dogajalo. Z specialistiko in pa družinsko medicino ter ostalimi sodelavci imamo skoraj vsako jutro. Danes bodo dobili zadnja navodila ob 13:30 uri. Kakšna navodila? Ta, ki so aktualna in jih objavlja NIJZ in pa Ministrstvo za zdravje. V hiši imamo izdelane protokole, zato res pozivamo paciente za strpnost in pozivamo jih, da se obračajo na našo internetno stran, če pa to ni moč, pa seveda preko telefonov. Telefoni so javno objavljeni na naši spletni strani in vse aktualne novice tudi dokumentiramo. Kaj bomo delali v drugem tednu? Veste, da je minister odpovedal vso preventivno dejavnost, ampak vsa preventivna dejavnost ima ene posebnosti. Posebnosti so preventivni pregledi nosečnic pri izbranem ginekologu in preventivne obravnave v patronažnem varstvu. Preventivne pregledi pri nosečnic bomo zaščitili in naše izvajalce in nosečnice z dvojnim preverjanjem, torej ob vhodu in pa še v čakalnici ginekološkega dispanzerja. Torej nosečnice morajo biti vse oskrbljene. Drugo je patronažna služba. Veste, da je to delo na domu, v skupnosti najbolj občutljivih, na najbolj občutljivem in nekontroliranem območju, kar se tiče širjenja infekcij. Patronažne sestre bodo obravnavale po protokolu otročnico in novorojenčka v 1. mesecu starosti. Obravnavale jih bojo tako kot sedaj. Po protokolu je, da vsaka otročnica pokliče patronažno službo v 24 urah, ko je z novorojencem doma. Patronažna služba ima navodila, da bo družino poklicala, kje se nahaja, kje je novorojenec, kje je otročnica in jo tudi obiskala zaščiteno in preko protokola, katerega smo izdelali, tudi izprašali anamnestične podatke v zvezi s koronavirusom. Preventivni pregledi dojenčkov. Dojenček je od 1. meseca do 1. meseca do 12. meseca. To so preventivni pregledi v otroškem dispanzerju in sicer gledali bomo tako kot do sedaj pri 1. mesecu, 3. mesecu, tukaj so cepljenja in vse do 6. leta starosti
bomo izvajali vsa obvezna cepljenja. Ravno tako, kot sem prej omenila, dvojno čekiranje na epidemiološki nadzor na vhodu in pa tik pred vhodom v ambulante. Izvajali se bojo psihološki pregledi 3-letnika in pa logopedski pregledi, preventivni pregledi 5-letnika. Vsi ostali preventivni pregledi so ukinjeni. Specialistični pregledi, ja, vsa specialistika, ki se izvaja v hiši, bomo izvajali za stopnjo nujnosti nujno in za stopnjo nujnosti zelo hitro. Vse pogodbeni izvajalci zdravstvenih storitev so preklicani, izvajali bojo samo redni, tisti zaposleni, ki imajo redno delovno obveznost v zdravstvenem domu Sevnica. Obveščam tudi javnost, da bodo določeni zdravstveni delavci delali delo od doma. Preklic, veste, je vseh letnih dopustov in zato kategoriziramo, kdo lahko in kdo ima takšno delo, da bo pacientom pomagal tudi od doma. Cilj nam je še vedno zdrav zdravnik, zdrava medicinska sestra in zdravi zdravstveni sodelavci, da lahko pomagajo nam, ko smo oboleli oziroma ko potrebujemo pomoč. Kaj bi še povedala? Antikoagulativna ambulanta, to je, ocenjujemo, zelo pomembna dejavnost za naše obvladovanje bolezni, bo delovala po protokolu, tako da vse paciente obveščamo, da to normalno deluje. Lahko prosim, da strnjeno poveš, da ni bilo še pri nas primera virusa in da tudi noben zdravnik ni potencialno okužen prišel, da se to pač uvrže to. Mi aktivno iščemo in ozaveščamo zdravstvene delavce, naj pridejo do svojega izbranega zdravnika, vkolikor sumijo na obolenje. Do danes še nimamo okuženih, niti potrjenih za koronavirusom med zaposlenimi zdravniki, medicinskimi sestrami ali ostalim osebjem. Želela bi, da pa več o tem še pove Jurica Ferenčina. Hvala. Tako kot je že rekla gospa direktorica, izvajamo maksimalne preventivne ukrepe. Vsaka posamezna enota znotraj zdravstvenega doma ima posebna navodila in natančne protokole ukrepanja. Torej, do zdaj nimamo potrjenih primerov za okužbo s koronavirusom. Vsak zdravstveni delavec ima natančna navodila za samo opazovanje in v primeru pojava kakršnih koli težav nas leta nemudoma tudi seznani. Kar se tiče odvzemov brisov, za nas so pristojne sprejemne točke v Celju in v Brežicah. Nastala je ena ogromna gneča in mogoče res apeliram na ljudi, če imajo kakršnakoli vprašanja, naj se obrnejo na izbrane specialiste družinske medicine ali v skrajnem primeru tudi na našo enoto nujne medicinske pomoči. Zato, ker tudi mi ne dobimo več povezav z vstopnimi točkami. Mi po 4-5 ur kličemo, želimo najaviti paciente, kar pa žal ni več možno, zato ker so zasedeni z klici od zunaj. Tako da res prosim, naj se vsi najprej posvetujejo svojimi osebnimi zdravniki. Je pa potrebno še kaj povedati? Mi smo pripravljeni, smo opremljeni, imamo nenehne konzultacije, pravzaprav 24 ur dnevno smo na nenehni liniji,
tudi z gasilci, civilno zaščito, z občino, s policijo. Imamo vzpostavljeno odlično sodelovanje, medsebojno pomoč, tako da smo res vzpostavili en sistem, ki je varen za naše bolnike in za nas zdravstvene delavce. Jaz bi se pridružila vsemu povedanemu, ne bi ponavljala. Vstopne točke so torej od prejšnjega ponedeljka, 2. 3. Trenutno obvladujejo vstopne točke zdravstvena nega, se pravi medicinske sestre iz ambulant z jasnimi protokoli, z jasnimi navodili, ko govorimo o oskrbi z materialom za preprečevanje obvladovanja oziroma obvladovanja okužb. Vemo vsi, da je material tudi širše v Sloveniji pošel. Mi centralizirano imamo material, tako da zagotavljamo, kar potrebujejo naši zaposleni še nemoteno, ko govorimo o preprečevanju okužb. Dnevno izvajamo edukacije vseh zaposlenih, educiranje pacientov na vstopnih točkah, ob vstopu, ob izstopu. Ocenjujemo, da imamo to zelo dobro poskrbljeno. V občini Sevnica imamo 3 žarišča. In sicer veste, da občina Sevnica demografsko pade v evropski kontekst, torej da je več kot 20% starejših od 65 let. To pomeni več obolenj, večji pritisk na zdravstvo, kadar se jim poslabša zdravstveno stanje. V občini res imamo 3 domove, neposredno tukaj zraven je dom upokojencev Sevnica, kjer je 120 ljudi, v posebnem socialnem zavodu Impulca jih je 350 in pa dom upokojencev Trubarjev dom Loka, kjer je 250 oskrbovancev. To je nenehno žarišče dela naše nujne medicinske pomoči in nenehno vstopanje tudi zdravstva, osnovnega zdravstva v to okolje. Vemo pa, da je to koncentracija ljudi, kateri lahko imajo hude posledice ob okužbi. Zaenkrat nimamo podatkov, da bi bil kdo od oskrbovancev okužen s koronavirusom. In vse napore bomo povzeli in zavzeli, da ta okužba ne pride v te 3 centre. Prav danes ob 10:30 imamo sestanek, nisem narobe povedala. Ob 11:30, ob 13:30 imamo sestanek z direktorji in vodstvi domov, da naredimo strategijo za naprej. Takšni, ko so prestrašeni, je veliko. Bom rekel, da so vse 3 linije zasedene, klicev je ogromno. Družinski zdravniki so na telefonih nenehno. Kar se pa tiče samega priliva bolnikov v zdravstveni dom, opažamo zmanjšanje in opažamo, da se ljudje mogoče res obračajo na nas v tistih zares nujnih primerih oziroma ko ocenjujejo, da potrebujejo neko neodložljivo zdravstveno storitev. Da ocenjujete, da pacienti vendarle upoštevajo tudi situacijo takšna, kakršna je in ne želijo ogrožati niti sebe, niti vas, ki ste zaposleni v zdravstvenih ustanovah? Absolutno. Mislim, da je prisoten nek vsesplošen, bom rekel, strah. Dejstvo je, opažamo, v začetku smo imeli kar nekaj problemov, ker smo v bistvu s tem nadzorom stopa bolnikov začeli med prvimi, če ne prvi. In opažali smo v začetku precej negativnih občutkov, emocij, verbalnih napadov na zdravstveno osebje. Sedaj, kako se situacija spreminja, pa se dejansko spreminja iz ure v uro, pa opažamo, da so ljudje postali bolj razumevajoči in se jim za to zahvaljujem. Jaz bi mogoče še dodala, smo v velikem razmišljanju, da od drugega tedna, ko bodo
vrata zapirali vrtci, že pripravljamo prostor za vrtec zdravstvenih delavcev v sami ustanovi. Tako da bomo pravzaprav zdravstveni delavci ne dobimo dopusta, niti bolniške, ne, in da bojo za naše otroke tudi nekako poskrbljeni. To pomeni, da bodo otroci zdravstvenega osebja imeli posebno varstvo v vaši ustanovi? Ja, tako načrtujemo.